Kako je lep Kranj v temle pravličnem decembru. Čudovito. Ampak občutek imam, da me nekdo gleda, da me nekdo opazuje. Vi me gledate. Ja, pozdravljeni, dragi moji. No, tako sem pa prav vesel, da se srečamo. Sicer malo drugače kot lansko leto, ampak letos je itak vse drugače, ja. Ampak bomo zmogli, boste videli. Ja. Čakajte. Jaz vas poznam. Kaj pa vi mene? Poznate? Ja, seveda. Dedek Mraz, ja. A poznate tudi mojo pesmico? Himno mojo? Siva kučma in tako naprej? Dajmo jo zapet. 3, 4. Siva kučma, bela brada, topel kožuh, zvrhan koš. Oj, že prišel je med nas, stari dobri Dedek Mraz. Oj, že prišel je med nas, stari dobri Dedek Mraz. Bravo, čudovito. Ja, kako že gre pesmica? Zvrhan koš, kaj? Ja. Ja, moj koš je pa zdaj že precej prazen, za tole smrečico se je še našlo prostora. Veliko daril sem že razdelil, nekaj jih imam še. Mi morajo palčki povedati, komu moram še kaj prinesti. Ampak, a veste kaj? V vsakem praznem košu se še vedno najde kakšno darilo. Recimo, kakšna pravljica. Včeraj so mi palčki povedali eno novo o enem zmaju. Ampak ne se bati, vse bo v redu. Vam jo povem? No, prav. Tam za 7 gorami je živel zmaj. Grozen, tečen in velik zmaj. Letal je naokrog in strašil ljudi in lovil ptice. Otroci so se ga pa najbolj bali takrat, ko je letal čisto nizko. Nekega dne pa je bil zelo lačen in zagledal je lastovico in jo hotel ujeti in pohrustati. Ampak lastovica zelo hitro leti in lastovica je zletela v krošnjo drevesa. Seveda, zmaj, važič in močan kot je, pa za njo. Ampak drevo je bilo močnejše. A veste, kaj se je zgodilo? Ujel se je, zataknil se je med veje, strgal si je peruti in bong, štrbunk, padel na tla, poln bušk in ves popraskan. Au, boli, ojoj, kaj bo z menoj, ojoj. Bruhal je ogenj in renčal in hud je bil, ker se mu je to zgodilo. In takega so ga našli otroci. Ampak se mu niso upali približati, ker je tako renčal in bruhal ogenj. Au, boli. Joj, pa še lačen sem, umrl bom. Ko so otroci to slišali, pa so mu rekli: veš kaj, zmaj, če nas boš ubogal, če nam boš obljubil, da nam ne boš več nagajal in nas strašil, ti bomo pa pomagali.
lahko nam spečeš krompir? Kaj? Jaz, strašni grozni zmaj tolovaj, bom pa pekel krompir, jaz. Ampak lačen sem pa res. No prav. Otroci so stekli na njivo in mu prinesli kupček krompirja. Zmaj je bil še vedno malo jezen, zato je z vso silo bruhnil v tisti krompir, da je postal čisto črn kot oglje. Takole pa ne bo šlo, Zmaj. Če boš takole jeznorit, ne bomo nikoli jedli kakšnega dobrega krompirčka, lepo pečenega. Če pa ne znam drugače, kako pa naj? Ogenj bruhaj lepo počasi, pa bo šlo. Tako sem lačen, no prav. In res, Zmaj je počasi bruhal ogenj in lepo spekel krompir. Bravo, Zmaj, bravo, odlično! Otroci so razdelili krompir med seboj in ga seveda nekaj dali tudi Zmaju, ker jim je obljubil, da jim ne bo več nagajal in jih strašil. Še največ krompirja je dobil Zmaj, ker je bil najbolj lačen in ker je obljubil, da jim ne bo več nagajal. Ja, no tako, to je bila tale pravljica o Zmaju. Pa saj letos ste slišali veliko pravljic. Vse so se končale veselo, srečno, no pa pravzaprav vse pa tudi ne, no. Zato je mogoče zdajle priložnost, da vam jaz nekaj zaželim. Želim vam, da bi se vam v novem letu zgodilo kaj pravlično lepega. In če se bomo vsi skupaj še malo potrudili za to, ni vrag, da nam ne bi uspelo. Dragi otroci, mamice, očki, dedki, babice, tete in strici, vsem želim srečno, Prešerno novo leto. Da bi bili zdravi, veseli in da bi se radi imeli. Velja? Za konec pa še eno čisto majhno čarovnijo. Tako. Srečno!